Včeraj bi govoril o neznanih zračnih pojavih. A ste kdaj slišali za to? Včasih smo rekli neznani leteči predmeti, zdaj to neznani zračni pojavi, ker so poštekali, da so tudi bitja v teh vozilih. In decembra je bil sproščen dokumentarc The Age of Disclosure, se pravi doba razodeti. In veliko teh ljudi, ki je delal v Pentagonu, v FBI in to naprej, ki so bili odgovorni za te pojave, so nekako dobili bitko na sodišču, da so lahko teh stvari objavili in tako naprej. In dejansko imajo posnetke raznih vozil in tako, ki niso z naše dimenzije in biti, ki niso z naše dimenzije. In je ful zanimivo bi bilo ta dokumentarc pogledati, ker dokumentarcev delajo neverniki in te ljudje, ki to govorijo, v bistvu ne poznajo Jezusa. In so rekli, da so že večkrat hoteli to objaviti in pol v kongresu, kjer so bili, so rekli, pa pusti to na mer, to so demoni. Se rekel, wow, pravilni odgovor. Ampak v dokumentarcu se je pa zdelo to čist kot neki izgovor, da bežimo pred realnostjo. In dejansko človek, ki ne pozna Jezusa, ki se sreča s temi stvarmi, ga je ful strah, ker vprašanje časa, kdaj nas bo druga civilizacija prevzela in tako naprej. In verjamem, da živimo v poslednjih časih, ne vem, kako je s tabo, ampak jaz verjamem, da kolikor hitro se stvari ful menjavajo in nič več ni stabilno, nič več ni normalno. Vemo, da je to vse v Bibliji že napojeno. In danes bi rad z Biblije osvetlil te stvari. Amen? Vas zanima to? Ali ste se že izklopali? Ok, pogledajte si Matej 24:4. Pazite, da vas kdo ne zavede. Matej 24 govori o poslednjih časih. In eno od glavnih znakov je, da te bo kdo probal zavesti. To je prvi znak, da živimo v poslednjih časih. Matej 24:24, kajti ostali bodo lažni Kristusi in lažni preroki in delali bodo velika znamenja in čudeže, da bi le, če bo mogoče, zapeljali tudi izvoljene. Razdetje 13:14. Zaradi znamenj, ki so mu bila dana, je zavedel prebivalce zemlje. Se pravi, tukaj govori o nekih znamenjih v zraku, druge govori še o morju in tako naprej. Glavno, vidimo, da tukaj ne govori o znamenjih, ko mi poslušamo čudeže, ko molimo za ljudi, pa človek ostane z vozička, iz kome vam prišel čist zdrav in tako naprej. Govori o določenih drugih vrstih znamenj in to me ful spomne na našega družinskega kolega, ki je bil ateist in je še, lahko da zdaj ni več, ker sem že molil za njega, ampak on je bil urednik Kmečkega glasu in ko sem mu prvič govoril o Jezusu, je rekel, Klemen, ampak ne vem, kako je to možno, jaz sem videl neznani leteči predmet. S svojimi očmi. To morate vedeti, to ni človek, ki je na drogi, ni človek, ki je na alkoholu, ni v nobenih okultnih zadevah, ampak tak, kmečki človek, razumete? Mislim, kmečki. Izobražen človek, ampak normalen človek, zdrav pamet. In takrat sem mu samo povedal, lej, to so pač demoni. To je pač demon, ti je pokazal nekaj, ki zgleda, da je res. Ampak v bistvu, ko sem ta dokumentarec gledal, sem videl, da dejansko res imajo slike predmetov, ki letijo po luftu in tako naprej. In potem sem šel še enkrat poslušati določene krščanske znanstvene in pridigare in tako naprej, ker prej mi ni bilo toliko všeč, ko so govorili o vesoljcih in to sem pač preskočil, druge stvari sem poslušal. Sem šel še enkrat malo to študirati in sem videl, da dejansko v Bibliji imaš ful enih predmetov in tako naprej, ki niso iz te dimenzije. In tako da, haleluja, cerkev, mi nismo sami na tem planetu, samo mi, kar se nas vidi, ampak z nami so še druga bitja, ampak to niso Marsovci pa vesoljci, ampak Božji sinovi in eni so padli, eni pa niso padli. Eni so demonskega izvora, eni so pa Božjega izvora. Amen. In danes bi rad tole malo še pogledal. Se pravi, vidimo, da veliko bo prevar v poslednjih časih in verjamem, da ena od prevar bo tudi iz tega vidika prišla. Če cerkev ni pripravljena in ignorira določene stvari, ki se dogajajo, morate vedeti, ignoranca nikoli ni blagoslov. Ignoranca, ker moraš vedeti, da nekaj, kar ne veš, ti škoduje. Ljudstvo pa propada zato, ker ne ve stvari. Se pravi, mi moramo vedeti, kaj se dogaja, da smo lahko pripravljeni. Haleluja.
In lahko, da Jezusa še 1000 let ne bo. Jaz se strinjam. Čeprav mislim, da bo prišel zelo malo. Preden bom imel jaz brado do kolena. Haleluja. Ampak dajmo si pogledati, rekel je preden kmalu. In recimo v tem dokumentarcu so najdel pač, imaš polno enih nenavadnih objektov, ki letijo in grejo z nenavadnim hitrostim, ki so hitrejše, 10krat hitrejše, kot človek lahko naredi in ful hitro zamenjajo smeri. Vidiš, da je to druga dimenzija. Vidiš, da ne gre za zemeljsko dimenzijo, ki letijo 500 do 600 km brez kakršnih sledi, kakšnih motorjev in tako naprej. Pol vidimo ful aerodinamične oblike, brez kril, nekaj, ki je čist nezdružljivo s fizičnimi zakoni. Vidimo, da imajo ful nevidne ali pa minimalne sledove, ne puščajo nobenega zračnega ali toplotnih sledi, kakor je običajno za te predmete. Pol vidimo, da se ful nepredvidljivo obnašajo na radarjih, ful hitro se lahko zgubijo signali in zginejo drugam. Tako da vidimo, da gre za čist druge dimenzije. Pol vidimo, recimo, kako čist drugače delujejo, ko prehajajo z enega agregatnega stanja v drugo. Sprav, lahko gre iz zraka v vodo, pa nič ne povzroči nekih splešov, pa to, ali pa zgubi hitrost, ali karkoli. Tako da vidimo, da dejansko živimo v več dimenzijah naenkrat in kadar jim uspe kaj takega najti, in danes pač je ful več kamer in vsega, da se da izslediti takšne stvari. Tehnika ful napreduje in tako naprej. Se pravi, in potem tudi hranijo določene razbitine teh vozil in nečloveških bitij v njih. Ker recimo, če daš ti človeka v eno tako plovilo, ki s takšno hitrostjo leti v ene smeri, ga ubije takoj, ker človek ne zdrži takih pritiskov. Se pravi, tudi to bitje se vidi, da je druge dimenzije. Zdaj bi rad 5 točk imam danes, haleluja. In prva je, da ne gre za drugo vrsto ljudi ali pa drugo vrsto civilizacije ali pa vozil iz drugih planetov. Ne gre za to. Ne gre za to, da obstaja še ena civilizacija nekje, ker to je pač to, jaz to ne verjamem, niti Sveto pismo tega ne podpira. Ampak gre enostavno za drugo dimenzijo, gre za duhovna bitja oziroma padle angele. Idemo s to pogledati v Razodetju 12, 7 do 9. Na nebu je nastala vojna. Mihael in njegovi angeli so se bojevali proti zmaju. Zmaj in njegovi angeli so se bojevali, vendar niso zmagali in zanje ni bilo več prostora v nebesih. Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan, zapeljivec vsega sveta, je bil vržen na zemljo in z njim so bili vrženi tudi njegovi angeli. In če gremo zdaj v 4. vrstico, se pravi par vrstic gor v 12. poglavju, njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebeških zvezd in jih pometal na zemljo. Se pravi, nekje se verjame, da je 1/3 angelov skupaj z Luciferjem padla. Lucifer je bil angel luči in on je bil pač en vodja vodečih angelov, vodil angele, da slavijo Boga in v njemu se je najdel ponos in je hotel, da angeli slavijo njega, ne več Boga. In takrat ga je Bog pahnil dol iz nebes in tukaj vidimo, da je padel kam? Na zemljo. Ker se pravi, Hudič je na zemlji. Najbrž ste to že opazili. Najbrž ste opazili, da so določeni. Zato imamo šole osvobojene od demonskih vezi in tako naprej. Ker demoni delujejo tukaj na zemlji. In angelov je na tisoče in tisoče. Prav tretjina, to je kar veliko. Prav, da je veliko demonskih angelov je danes kje? Na zemlji. Ok, in kaj delajo? Nekaj delajo. Nekaj se jim dogaja, ok? Imajo svoje hierarhije, imajo svoj sistem. Vidimo v Efežanih, da imamo poglavarstvo, oblasti in tako naprej v demonskem svetu. In če pogledamo recimo 1. Mojzesova 6, nam da največ razodetih, kako so te padli božji sinovi, jih tukaj imenuje, kot božja bitja,
padla božja bitja, ne kot sinovi v odnosu oče-sin, ampak samo kot, da se ve, da to ni predmet, ampak je osebno bitje, ki je prišlo iz božje dimenzije na zemljo. Imamo v 1. Mojsovi 6, božji sinovi so videli in tukaj so padli božji angeli. To so v bistvu demoni, ki so v telesni obliki prišli na zemljo. Božji sinovi so videli, da so hčere človeške lepe in so si jih jemali za žene. In tukaj potem naprej piše, nefili so bili na zemlji v tistih dneh. Se pravi, nefil je recimo ena takšna beseda, ki ti opisuje velikane, ki so prišli iz demonskega sveta. Se pravi, oni so v Genezi 6, v 1. Mojsovi 6, vidimo, da jim je uspel spolno občevati iz človeško žensko. In zato, kaj se je zgodilo? Ful velikani, koga je David premagal? Spet nek velikan. Se pravi, vidimo pred Noetovo poplavo, je bil že hudičev načrt. Odkar je Adam grešil, je hudičev plan, da ustavi seme človeka, čez katerega bo rešitelj prišel. Zato, ker čim je Adam grešil, je Bog prerokoval, čez seme žene se bo rodil Mesija in ti bo strl glavo. Zato se je hudič tako usmeril, kako seme uničiti in je hotel genetiko človeka spremeniti, da ne bo več se mogel Mesija roditi. Zato je hotel izroditi človeško raso. In morate vedeti, da čim je demonski svet udaril v prostor človeka, vidimo ful greha. Vidimo to greha, da noben več nobenega ne mara. Vsi samo grešijo in sovražijo in živijo za svoje meso. In je vse rekel, predno on nazaj prije, bo isto kot v Noetovih časih. In kaj danes vidiš? Čim nekdo pride ful visok, višji kot človek pride na nek vpliv, politika, karkoli, takoj not udira LGBT, ubijanje otrok, vse, kar je čist skregan z normalnimi vrednotami Svetega pisma. Kdor verjame v vrednote Svetega pisma, naenkrat postane ful starokopiten, nazadnjaški, konzervativen in sovražen družbi napredka, modernizacije in tako naprej. Zakaj? Ker duhovni svet se vedno bori, da dobi svoj vpliv čez ljudi, ki imajo vpliv. Zato recimo dostikrat človek je normalen, dokler ne postane ful močen, ima malo več vpliv. In pa vsi demoni pridejo na njega, da sprejme vse te agende demonske, da bi uničil spet človeški rod. V Jobu 1.6 vidimo še malo v teh angelih, da obstajajo. Božji sinovi so prišli, da se postavijo pred Gospoda, med njimi je prišel tudi Satan. Prav vidimo, da tukaj se je dogajalo, tle je bila skozi bitka. In v Razodetju 12 smo prej bili 9. vrstica, prav veliki zmaj, stara kača, imenovana hudič, Satan, zapeljivec vsega sveta. In zdaj moramo vedeti, da recimo oni, če bereš še Enohovo knjigo, ki gre malo več v Genezo 6, vidiš že tam, da so imeli določena orodja, ki so jih delali, stvari za uničenje človeštva in tako naprej. Tam je še malo več v detalje, gre to. Ne vem, če ste to brali, jaz sem to knjigo bral, sicer to ni Sveto pismo. Sveto pismo je kanonizirano in ga ne moreš več dodajati knjige v Sveto pismo. Je pa zanimivo branje, da si lahko še kakšne dodatne stvari zraven poizveš v tem času. Ampak rad bi še pokazal določena vozila v duhovnem svetu. Se pravi, jaz sem včasih mislil, da je naš družinski kolega videl neko lažno vesoljsko plovilo, ampak v bistvu zdaj verjamem, da je dejansko videl resnično plovilo, ampak demonskega izvora. Verjamem, da demoni so tudi vključeni v tehniko. Verjamem, da pomagajo človeku razviti orožja masivnega uničenja, nuklearnih bomb in tako naprej. Verjamem, da so demoni vključeni vse, karkoli bi lahko uničili človeka. In poglejmo si, da tudi ti angeli, Božji sinovi, imajo svoja vozila, kar je res zanimivo. Poglejmo si recimo Ezekijela 1.14 do 21. In živa bitja so tekala sem in tja, videti so bila kakor blisk. Ogledoval sem si živa bitja, glej, kolo je bilo na
tleh, poleg živih bitij, 4 obrazi. Kolesa so bila videti kakor bleščeč, taršiški kamen. Vsa 4 so imela enako obliko. Videti so bila izdelana tako, kot da bi bilo eno kolo sredi drugega. Kadar so se premikala, so se mogla premikati v vseh 4 smerih in med premikanjem niso spreminjala smeri. Se pravi, vidimo spet full dimenzij. Full, ne fizikalnih, se pravi, druga dimenzija. Njihova platišča so bila visoka in strašna, kajti platišča so bila polna oči krog in krog pri vseh 4. Kakor so živa bitja hodila in se premikala tudi kolesa poleg njih, in kadar so se bitja vzdignila stal, so se vzdignila tudi kolesa. Kamor je hotel iti duh, so šla. Kolesa so se vzdignila hkrati z njimi in ko je bil duh živega bitja v kolesih. Kadar so hodila bitja, so se premikala tudi kolesa, ko so stala tudi ta. In tako naprej. Ker je bil duh živega bitja v kolesih. Sprav vidimo spet čist druga dimenzija. Okay. In recimo Ezekiel 10, to je bila ena, gremo 10:12. Videl sem, gledaj, 4 kolesa so bila poleg kerubov, eno kolo poleg vsakega keruba. Kolesa so bila videti kakor bleščeč, taršiški kamen. Njihov videz je bil pri vseh 4 enak, kot da bi bilo eno kolo sredi drugega. Kadar so se premikala, so se mogla premikati v vse 4 smeri in med premikanjem niso spreminjale smeri, kamor se je namreč obrnilo, glavno tja so šla za njim. Med premikanjem niso spreminjale smeri. Prav vidimo spet, da angeli imajo tudi svoja vozila. Amen? A ne bi bilo dobro, če bi si lahko kupili en tak angelski avto. Druga Kraljev 2:11 vidimo vizijo, ko je Elija šel v nebesa. Ognjeni voz in ognjeni konji. Se pravi, kako je to zdaj izgleda, jaz ne vem, ampak Elija je šel v nebesa v 2. Kraljev 2:11. Ognjen voz in ognjeni konji, ki jo ločijo narazen. In Elija je šel v viharju gori v nebesa. Se pravi, spet vidimo, da obstajajo plovila v duhovnem svetu oziroma vozila. Ok, to je prva točka. Ne gre za neko drugo civilizacijo, ne gre za zdaj za to, da so eni Marsovci prišli iz svojo ful napredno tehnologijo in ko bojo imeli slab dan, bojo uničili zemljo ali pa nas bojo prevzeli. Ne gre za to. Ta plovila so že skozi na zemlji, samo da jih ne vidimo, ne vemo za njih, včasih jih pa kaj prestreže, kakšen signal in se jih da slikati in videti. Ampak, haleluja, meni je to všeč, da vidimo, da to že vse obstaja v Bibliji. Amen? Ne vem, kako se vi počutite, ampak jaz se ne bi dobro počutil, če bi Saturna nas en Marsovci svojim raketoplanom obiskal in razmišljal, če bi na kakšno nuklearko vrgel tle v krščanski center. Amen? Tako da to se ne bo zgodilo. Amen? Ja. Tako da to je prva točka. Ne gre za drugo vrsto ljudi, ne gre za drugo vrsto civilizacije, niti za drugo vrsto vozil z drugih planetov. Druga točka. Ta bitja niso naši frendi. Okay? Kdorkoli, ki ima razne te obdukcije, vesoljci zemljanov, moraš vedeti, to niso naši frendi. Kjerkoli bitje, ki ni v naši dimenziji, pride do nas, to je demonskega izvora. Okay? Tudi če je prijazek, tudi če je ne vem kaj, to niso naši frendi. Dajmo si to malo pogledati. 2. Korinčanom 11:14. Saj se sam Satan pretvarja v angela luči. Se pravi, Satan lahko pride, kada je ful dober, kada je angel luči. Galačanom 1:8. In zakaj bi se on pretvarjal? Zakaj? Ja, se pravi, da on dejansko pride med ljudi. Amen? On se ne pretvarja v svojem duhovnem svetu, neopazen od vseh. Se pravi, da Satan dejansko pride na fizičen nivo in se ljudem pretvarja, kot da je on nek dober angel. Amen? Spomnite se samo Muhameda, kako je on napisal Koran. Točno na ta način. Kako je Moroni dobil Mormonovo knjigo. Joseph Smith. Spet, točno tako je angel prišel, pa mu en drug evangelij govoril, on je pa pisal. Imaš pol ful hudo sektor. V Salt Lake Cityju, iz katerega ful kriza prihaja, razen
mogoče tudi kaj dobrega, haleluja, ker so še vedno božji ljudje, haleluja. Ok, Galačanom 1:8. Toda tudi, če bi vam mi ali angeli iz nebes oznanili drugačen evangelij, kakor smo ga mi oznanili, naj bo preklet. Wow, se pravi, da ta angel lahko pride, pa nam kar oznanjuje en drug evangelij. Amen? Se pravi, da dejansko ta bitja imajo možnost pridati do človeka, pa mu... In zakaj to govorim? Ker verjamem, da živimo v poslednjih časih. Amen? Verjamem, da bo še več teh stvari. Če so se prej dogajale, se bojo zdaj še bolj. Amen? In dobro je, da ko se te stvari dogajajo, da vemo, da to ni nič čudenega. Amen? Da to je čisto normalno, ampak da to niso naši frendi. Noben v teh ljudje so ful lačni nadnaravnega, ful so lačni fascinantnih stvari. Zato so ful odprti za demonske stvari. Amen? Ker mislijo, vse, kar je nadnaravno, je dobro. Ni. Široka je pot, ki gre v pogubo. Ful nadnaravnih stvari je demonskih. Ozka so vrata, ki vodijo v Božje kraljestvo. In nihče ne pride k očetu razen po Jezusu. To je pač Božja beseda. Se pravi, angeli teme, vidimo, se preoblačajo v angele luči, ampak to te ne sme privlačiti, ko v Efežani 6:12 piše, naš boj ni proti krvi in mesu, ampak proti, in zdaj vidimo hierarhijo, poglavarstvom, oblastem, svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti duhovnim silam zla v nebeških področjih. Ok, tretja točka. Nismo v nevarnosti. Noben od nas ni v nevarnosti. Okay, ko gledaš ta dokumentarc, imaš feeling, ko to nevedniki naredijo, da smo ful v nevarnosti. Nekako lahko se jutri vse gre v luft. Ne, cerkev, mi nismo v nevarnosti. Jaz sem, ko sem poslušal enega človeka, ki je ful obdukcije, te sreča nezemljanov, se pravi, mi vemo, kdo so demonov s človekom, preučeval, je videl, da če je hotel to bitje obiskati enega človeka, pa je on začel moliti v imenu Jezusa, je to bitje takoj pobegalo. Pred imenom Jezus, zbežijo. A ni to the best? Haleluja. Jaz upam, da me bo kakšen obisku, haleluja. Probamo bomo vsaj vozilo vzeti. Zdaj ne vem, če se bom upal not voziti, ker po mojem, da nam preživel. Razen, če lahko omejim konjske sile. Če bom še njegov telefon vzel, da lahko kontroliram. Haleluja, kje mi živimo v cerkvi? Haleluja. Cerkev Jezus vse drži v svojih rokah, on ne bo pustil, da smo preizkušeni nad svojo mero, amen. Ne misli, da bo kar nuklearna bomba ali pa nek napad zunaj zemeljski uničil planet. Ker to se ne bo zgodilo, ker mi vemo, kaj se bo zgodilo. Vemo, kako bo izgledal konec. In sigurno ne tako. Dajmo si pogledati dve nevarnosti za vernike. Ko govorimo, jaz po mojem ne bom več pridigal v teh stvareh, mogoče čez par let spet. Bom videl, koliko se bo še kaj dogajalo. Ampak to ni naš fokus. In to sta dve nevarnosti. Ena je, da se ljudje postanejo obsedeni s temi fenomeni. In pol pač zgubiš fokus na Jezusa in na svoje poslanstvo na zemlji. Ko predstavljaš si, da samo o tem skozi razmišljaš, se boš nehal hoditi v službo, nehal boš biti dober zgled svojim sosedom, zgubil boš zdravo pamet, nehal boš vzgajati otroke. Razumeš, lahko se ti zmeša. Zato ne biti obseden s temi stvarmi, ne se bati, ne biti preveč okupiran. In dober citat za to je 2. Timoteja 1:7. Bog nam ni dal duha strahu, temveč duha moči, ljubezni in zdravega razuma. Amen? Ne to zgubiti, haleluja. Še posebej zdravega razuma, haleluja. Amen? In druga nevarnost je pa nevednost. To se prej rekel, ignoranca ni blagoslov. V Ozeju 4:6 piše, moje ljudstvo propada zaradi pomankanja spoznanja. In verjamem, da to se lahko zgodi verniku, ki ima pomankanje Božje besede. Če se te stvari začnejo še bolj pojavljati, bo rekel, evo, vidiš, ni Boga, zdaj so to eni vesoljci. Jaz verjamem, da to dejansko lahko ful negativno vpliva na vernika, če nima spoznanja. Haleluja. In cerkev, karkoli rabimo, nam je Bog dal v svoji besedi. Amen.
In vidimo, da tudi za te stvari ima ful enih citatov. Ok, se pravi, zate ni nevarnosti. Četrtič, živimo v poslednjih časih. Amen? A verjamete to? To so, in kaj je karakteristika poslednjih časov? Ful znamen. Ful več bo znamen cerkev. Luka 21:25. In bodo znamenja na soncu, luni in zvezdah. Se pravi, naenkrat vidimo v galaksiji, v naši galaksiji, kar naenkrat ful enih znamen. Na zemlji stiska narodov in zmedi zaradi bučanja morja in valov. Se pravi, vidimo tudi v vodi, v zraku in v vodi, vidimo ful enih znamenj, enih pojavov in tako naprej. In ful mi je zanimiv, da v tem dokumentarcu The Age of Disclosure vidijo, kako ta vozila, kako ful preletijo not in grejo v morje nekam dol. In ne vem, če veste, ampak ful morja je ful neraziskanega. Kdo ve, kaj vse tam not? Kdo ve, tam je lahko cel demonski svet, neki ima svoje delavnice tam, da nismo nam na očeh. Ker če bi jih mi videli, jaz bi šel prvi tja, pa bi to uničil. V imenu Jezusa, valjda. Mi smo tle z Jezusom, amen. Mi imamo avtoriteto, haleluja. Amen, zakaj? Zato, ker je njegovo ime nad vsakim imenom, amen. Ker je on že premagal vse zlo. Vsak hudič je že premagal hudiča, razumete? Ok, pogledajte si zdaj to naprej. Eno od znamen poslednjih časov je, vse se potencira. Vse, in to je Jezus, ki je govoril, ko bo v poslednjih časih, je dal za primer Matej 24:8. Se pravi, 24 Matej govori skozi v poslednjih časih. 8. vrstica, to je začetek porodnih bolečin. Vsaka ženska, ki je kdaj rodila, ve, da popadki so najprej enkrat na, ne vem, na dan, na teden, kaj se vem. Ampak ko se bliža čas, so pa kar non-stop in tako je danes. Popadki se ful povečuje, zemlja ful rojeva, haleluja. Jezus prihaja nazaj. In Matej 24:24 pravi, ostali bodo lažni Kristusi, lažni preroki, ter delali velika znamenja in čudeže. Se pravi, wow, velika znamenja in čudeže. Lahko da je to, ta interdimenzija, ena od teh stvari. In isto v 2. Tesaloničanom 2:9-10. Prihod brezbožnika je po Satanovem delovanju z vsemi lažnimi znamenji in čudeži. Hebrejcem 12:26. Nebo in zemlja bosta stresena. Se pravi, to je pa tretji znak poslednjih časov, je, da nebesa na zemljo pritiskajo. Ful zmanjkuje placa hudiču. Amen. Haleluja. Evo, zadnja točka. Na koncu zavladajo Božji sinovi. Amen. Morate vedeti, konc knjige, konc časov je vladavina Božjih sinov. Dajmo to pogledati v Rimljanih 8:19. Kajti stvarstvo z napetim pričakovanjem hrepeni po razodetju Božjih sinov. Prav celo stvarstvo vzdihuje, tako kot v porodnih bolečinah hrepenijo, vzdihujejo, po čem? Po manifestaciji Božjih sinov. Tukaj pa govori o sinovih, ki sva jaz in ti, ki niso rojeni, a lahko daš Janez 1:12. In če bi rad vedel, da si Božji sin, moraš sprejeti Janez 1:12, katerikoli so ga sprejeli, jim je dal oblast. In tukaj je beseda eksusija, ne moč, ampak eksusija kot avtoriteta. Se pravi, ti tako, kot da imaš šerifovo značko, imaš oblast, zato ta oblast jo cel duhovni svet spoštuje. Vsa bitja, vsa vozila, vse mora spoštovati to oblast, ki jo imaš ti v imenu Jezusa. Vsi, katerikoli so sprejeli Jezusa, jim je dal oblast, da postanejo Božji otroci. Njim, ki verujejo v ime njegovo, ki se niso rodili iz volje mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. Se pravi, rojen si iz Boga. Naenkrat si Božji sin, Božja hči, ki si sprejel Jezusa. Amen. In celo stvarstvo hrepeni po razodetju Božjih sinov.
In v Efežanom 1:5 prav, v ljubezni nas je vnaprej določil za posinovljenje po Jezusu Kristusu. Se pravi, Bog si je tebe izbral, on te je posinovil. Recimo, mene si moja mama ni izbrala pa moj oče, jaz sem jim bil usiljen. Jaz sem prišel z njenega trbuha, ona to hoče ali ne. Hvala Bogu, da me je hotla, haleluja. Če bi naredila spav, ne bilo tako dobro. Hvala Bogu, da me je hotla in sem se rodil. Ampak Bog si me je pa posinovil. Amen. Jaz mislim, da sem jaz faca, ki sem sprejel Jezusa. On je faca, ki me je izbral. Amen. Recimo v sedu, Bog te je izbral, haleluja. On te je posinovil, haleluja. Tako da, haleluja. Naj vam povem, da končalo se bo tako, da se Božji sinovi manifestirajo. Da cerkev hod v luči, haleluja. Da narodi postanejo Jezusovi učenci. Amen. Jaz ne pričakujem, da bo antikrist zavladal. Jaz pričakujem, da bojo narodi postali učenci Jezusa. Jezus je rekel v Mateju 5:14. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Prav, on nas gleda tako, kot svoje mesto, kjerkoli smo, da širimo njegovo luč in tema se ne bo polastila. In zadnji citat za danes, Matej 28:18. Se pravi, Jezus je umrl na križu za vse nas, premagal hudiča, javno ga je osramotil, piše v celem duhovnem svetu. In potem je slavno vstal od mrtvih tretji dan in potem se je vrnil na zemljo in dihnil svoje učence, da so se lahko na novo rodili. In rekel jim je, poglejte to, v ostalem telesu jim je rekel, dana mi je vsa oblast. Haleluja. Na Jupitru, Saturnu, na zemlji, povsod. Ja, reči vsa seš. To je tako dobra beseda. Sprav, Jezus je dana vsa oblast, amen, nad vsem, haleluja. Pojdite v nebesih in na zemlji, amen. Se pravi, vsem, kar se na nebesih, kjerkoli, prvih, drugih, tretjih, na kjerkoli glasilih dogaja in na zemlji, haleluja. In kaj je rekel? Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Amen. Tako se bo končal cerkev. In na koncu bo sodba narodov. In bojo narodi, ki bojo kozli, in narodi, ki bojo ovce. Narodi, ki bojo kozli, bojo te, ki niso upoštevali njegovih vrednot. Narodi, ki so pa ovce, so pa te, ki so živeli po njegovih vrednotah. Haleluja. Amen. Hvala ti, Oče. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Oče, molim, da smo tvoja luč v temi. Haleluja. Oče, molim, da vse, karkoli se dogaja v poslednjih časih, da samo še bolj žarimo, še bolj svetlo. Oče, naj se manifestirajo Božji sinovi v Sloveniji. Haleluja. Oče, naj ta narod postane učenci Jezusa. Oče, molimo za celo cerkev, od severa, juga, vzhoda, zahoda tega naroda. Oče, da zažari vsej tvoji slavi. Haleluja. Oče, naj naša luč tok svet pred ljudmi, da bojo videli tvojo slavo in slavili našega Očeta v nebesih. Oče, molimo za vse na oblasti, Oče, da se uprejo zlim silam, haleluja, da ne podpirajo zla, Oče, da se obrnejo k tvojim vrednotam, haleluja. Oče, molimo za vse na oblasti, da Oče, vežemo vse demonske sile nad njimi, haleluja. Razvezujemo Božjo pravičnost, Božji strah na vse na oblasti, da bo spoštovali tvoje vrednote, tvojo besedo, haleluja. Oče, kličemo Božje politike, haleluja, kličemo še več novourejenih politikov, razodete Jezusa, Oče, da živimo v narodu, kjer je evangelij promoviran, haleluja, kjer so tvoje vrednote čaščene, haleluja. Oče, kjer je najboljš biti Božji sin, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Oče, pomagaj nam v vsakdanjem življenju, da se upiramo zlu. Oče, da odvračamo vse, kar ni od tebe. Da ne spuščamo niti centimeter hudiča v svoje življenje. Oče, molim, da se posvečujemo zato, ker ti delaš čudeže, haleluja. Da smo še bolj posvečeni tebi, Oče, da bomo lahko videli še več čudežev. Oče, molim, da še bolj poslušamo tvoj glas, da se ti še bolj približujemo, haleluja, da dobijamo tvoje navodila. Oče, da živimo v skladu s tvojim planom za svoj narod, haleluja. Amen.
Amen, bote blagoslovljeni, amen. Hvala ti.